Danes v novicah med drugim začenja se modernizacija državne ceste Križaj-Podbočje. Danes so učenci zatrkovali tradicionalni slovenski zajtrk. Obiskali smo teden tabujev v Semiču. Lep pozdrav. V teh dneh se začenja modernizacija državne ceste Križaj-Podbočje. Projekt bo zahteven predvsem zaradi obvozov čez reko Krko. Poglejmo. Na potrebo po urejanju tega odseka so krajani že nekaj časa opozarjali. Urejanje tega odseka ceste ima kar dolgo brado. Ta del ceste je izredno navaren, sploh za otroke, ko hodijo zjutraj na avtobus, ni pločnikov, tema, megla in je res nevarno. Sploh pa zdaj po zimi. Jaz verjamem, da bo se s tem projektom izboljšala varnost predvsem tistih šibkejših udeležencev v prometu, pešcev in pa kolesarjev. Investitorja modernizacije sta Mestna občina Krško in Direkcija za infrastrukturo. Govorimo o rekonstrukciji cestišča v skupni dolžini slab kilometer, lahko rečemo, vrednost projekta znaša pa dober 1 milijon, tako da bo lažje zaračunati, koliko stane kakšen meter. Mestna občina Krško bo iz proračuna zagotovila 421 tisoč evrov. Vsekakor pa bodo med obnovo težavni obvozi, kajti edina obvoza čez Krko sta ali v Cerkljah ob Krki ali pa v Kostanjevici na Krki. Predvideno je bilo že takoj po začetku novembra, pa se kar prelaga z tedna v teden in že tukaj vidimo, malo se nam vse skupaj zdi sporno. Zdaj pa tudi sama sanacija, kako bo potekala. Jaz bi pričakoval od investitorja, pa saj iz izvajalcev del, da bi se koristili čim večji meri pol zapore. Je pa po dokončanju teh del načrtovano še? Izvajamo vse aktivnosti, tudi že papirologijo, da bi v tem sklopu tudi po zaključku tega sklopa nadaljevali zgodbo za ureditvijo parkirnih prostorov pri pokopališču v Podbočju, tako da potem dobimo neko celato. Zdaj, samo časovnico pa težko napovemo, bliža se zimski čas in vprašanje tudi vremenskih razmer. Bi pa naj ta del projekta bil dokončan predvidoma v prihodnjem letu. Občinski svetniki Dolenjskih Toplic so na sredini seji kot osrednjo točko obravnavali predlog proračuna za prihodnje leto. Poglejmo podrobnosti. V občini načrtujejo okoli 6 milijonov evrov prihodkov in približno 5,6 milijona evrov odhodkov. Osnutek proračuna je bil sicer občinskemu svetu poslan že pred mesecem dni. V tem času je prišlo do pomembne spremembe. Smo včeraj dobili državni proračun, no in v državnem proračunu je glavarina spremenjena na 835 evrov. Osnutek našega proračuna bazira še na stari glavarini, ki znaša 775 evrov. Na ta račun župan ocenjuje, da bo prihodkov približno 200 tisoč evrov več, korekcijo pa bodo opravili v drugem branju. In seveda ne bo problemov, da bomo ta sredstva tudi ustrezno prerazporedili. S proračunom nadaljujejo investicije, ki so že v teku, kar nekaj sredstev pa novi proračun namenja urejanju cest. Tako občinskih kot tudi državnih cest. Zaenkrat kaže, da bi morda v naslednjem letu res prišli do rekonstrukcije ceste od Soteske do Podhoste. Gre za državno cesto, pa vendar občina bo sodelovala zraven, predvsem kar se tiče pločnikov. Obeti so dobri tudi za rekonstrukcijo križišča v Soteski. Gre za odsek od mosta pa do gasilskega doma. Ta del je nevaren in s pločniki in pa avtobusnim obračališčem sem prepričan, da bomo izboljšali prometno varnost na tem odseku. V osnutku proračuna so tudi prve aktivnosti v smeri izgradnje garažne hiše in novega avtobusnega postajališča oziroma obračališča. V naslednjem letu pa si v občini želijo tudi pridobiti gradbeno dovoljenje za športno dvorano, katere gradnjo so letos že prijavili na razpis Ministrstva za šolstvo, pri čemer se nadejajo uspešnega rezultata. S 1. novembrom so v veljavo stopile nove cene vrtčevskih programov v šentjernejskem vrtcu Čebelica, ki ga v 20 oddelkih na 2 lokacijah obiskuje 355 otrok. Glavni razlog za 13% povišanje ekonomskih cen v prvem in 8% v drugem starostnem obdobju še naprej ostajajo predvsem višji stroški dela oziroma rast plač zaposlenih.
ti obroki si bodo še zvedeli, zato tudi kar naprej tukaj stojim, ne? In verjetno bom še mogla prihajati. Kot je na seji pojasnila ravnateljica vrtca, je septembrska bilanca stanja izkazala 12 tisoč evrov minusa. Podoben negativni izid je bil zato pričakovan tudi v oktobru. In če pa cena ne bo sprejeta, se bo ta minus nekje do konca leta zvišal tam med 40 in 50 tisoč. Veste, da sem bila pa tukaj že junija, tudi takrat sem povedala, da cena več ne pokriva vseh stroškov, da se minus ustvarja. Če v skladu s potrebami vrtca izračunana ekonomska cena programov ni sprejeta, pa hkrati pomeni, da tudi država svoj delež plačuje po prenizki ceni, je še opozorila. Zdaj ga pa dejansko pokriva občina, takrat, ko pokrije primanjkljaj. Pokrije tudi tisto, kar bi lahko dobili od države. Pretirane razprave o predlogu povišanja cen tokrat ni bilo. Razumem, da se stroški plač in drugi stroški zvišujejo in zato mi je jasno, da moramo dvigniti ceno vrtca, sploh ker smo zvišanje pred nekaj meseci zavrnili. Mi je pa to dejstvo kot svetnici, ki zagovarja interese mladih in mladih družin, malo neprijetno. Plača, ne vem, se ni zvišala za 13% letos, saj meni ne. Tako da jaz to ne bom podprl. Svetniki so predlog na koncu potrdili s 13 glasovi za, 2 sta povišanju nasprotovala. Da je nastopil zadnji čas za korekcijo cen programov, pri plačilu katerih največje, okrog 60% breme pade na pleča občinskega proračuna, se je strinjal tudi tamkajšnji župan. Mislim, da dvig cen ni prevelik, dolgoročno pa mislim, da bo vzdržen. Za področje predšolskega varstva občina letno sicer nameni okrog 2 milijona evrov. Tradicionalni slovenski zajtrk vsak tretji teden v novembru jedo otroci v vseh vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje po Sloveniji. Na podružnični šoli Mali Slatnik smo preverili, kako dober je šolarjem tovrsten zajtrk. Kljub temu, da tako želenega napovedanega snega ni bilo, so bili otroci pri obedu dobro razpoloženi. Kaj ste jedli? Črni kruh, jabolko, med in maslo ter mleka. Puter pa med, pa mleko, pa še sadje. Kaj pa ješ od sadja? Mandarine. Kaj pa jabolka imaš rad? Ja. Kaj pa najraje ješ doma? Kruh, maslo pa marmelado. Kako se pa med da na žličko? Da ga zajameš, pa ga malo uviješ okoli, pa daš nad kruh, pa namažeš. Danes sem jedel jabolko, samo jabolko. Kaj pa ti najraje ješ? Najraje jem čija semena. Jedel sem kruh, maslo pa med. Vita je med zajtrkovanjem doletelo nekaj posebnega. Zob mi je spadel. Misliš, da te bo zobna vila kaj prinesla? Ja. Kaj ti ponavadi prinese? Denar. Na šoli tradicionalni slovenski zajtrk strežejo že 15 let, hrano pa jim priskrbijo lokalni pridelovalci. Našo podružnično šolo obiskuje 77 otrok od 1. do 4. razreda. Malica in kosilo sta eden najbolj priljubljenih delov dneva in ritual, ki ga imamo. Naša kuharica, gospa Marta, poskrbi, da so otroci resnično siti. Dodala je, da na šoli dajejo veliko poudarka na to, da je treba hrano spoštovati. Otroke navajajo, da vsak vzame le toliko, kolikor lahko poje. Razvojno-izobraževalni center Novo mesto je z novomeško območno službo Zavoda za zaposlovanje, predvsem za mlajše generacije, nedavno pripravil regijski karierni zaposlitveni dan Zate 2025. Organizatorji poudarjajo, da je dogodek v zadnjih 2 letih namenjen predvsem mladim. Danes imajo mladi priložnost, da odkrivajo
poklice, pa mogoče profile za zaposlitev na drugačen način. Zdaj klasično v bistvu kot preko predstavitev delodajalcev, kot novost pa je, lahko izpostavimo karierni sprehod oziroma pohod. Kjer se lahko preizkusijo sami, je dodala. Letos se ga je udeležilo nekaj manj kot 400 dijakov in dijakinj, pa tudi učenci osnovne šole Drska. Prišli smo, da si ogledamo poklice, tle policija, vojaki, Sintal imamo, pa redarstvo, pa Krapovič je prišel. Najbolj zanimiva je bila policija, sem razložil o pseh pa to. Meni je bila najbolj všeč policija pa Krapovič, ker pač pri policiji smo izvedeli o pseh, pa pri Krapoviču smo lahko varili. Ja, zelo pač vse je drugače dobro. To pa je bila tudi odlična priložnost za delodajalce. Tukaj pridemo v neposreden stik z mladimi talenti in vsemi, ki iščejo zaposlitev. Opozorimo na to, da smo podjetje, ki vlaga v mlade. Iščemo kadre v proizvodnji, včasih imamo odprta tudi v administraciji, v upravnem delu, tudi razna delovna mesta. Danes smo se odločili priti tudi zaradi tega, ker smo slišali, da bo veliko srednjih šol tukaj. Dogodka se je udeležil tudi igralec, voditelj in ambasador učenja Nik Škrlec, ki je mlade spodbuja k odkrivanju radosti učenja. Jaz verjamem, da je najboljši način, da dobimo motivacijo, da nekaj poskusimo, preizkusimo kar v praksi. In zato je karierni sejem super, ker res lahko ogromno različnih profilov, poklicev vidiš, pa se pogovarjaš ali s tistimi ljudmi, ki opravljajo te poklice, ali pa kar sam nekaj preizkusiš. Še enkrat se je pokazalo, kako pomembno je povezovanje šol, delodajalcev in kariernih svetovalcev. Zdaj pa bo beseda tekla o za marsikoga občutljivih in manj prijetnih temah. Semiška mladina in kulturni center Semič sta v tem tednu povabila na drugi teden tabujev. Z njim spodbujajo odprt pogovor o družbeno občutljivih temah ter razbijanje predsodkov. Tem, o katerih se ne govori na glas, morda le šepeta. Teden so začeli z delavnico z društvom Parada ponosa. Delavnica je bila ABC o LGBTQ+, torej o spolnih usmerjenosti. V torek smo imeli film Elvis Škorc. V sredo smo imeli z zavodom Jaz Intimi delavnico o zmenkih za 9. razrede osnovne šole Semič. Dogajanje zaključujejo z današnjo komedijo Ženske brez filtra, včeraj pa so na pogovornem večeru, ki so ga pripravili skupaj s kulturnim društvom Merak, gostili reperja Zlatka. Jaz sem Zlatkota spremljala 5 let nazaj v Ljubljani, pri enem kulturnem društvu, ko smo prijatelji, in je imel tudi en tak večer. In sem prišla na idejo, da bi tudi mi en tak večer organizirali 5 let nazaj, ampak žal je korona preprečila. Smo pol z Lidijo enkrat čisto slučajno se o tem pogovarjale in sem jaz povedala, kaj smo hteli, in tako da smo pol skupaj prišli do te ideje, da bi Zlatkota povabili. Tema pogovora je bila, kje ste čefurji. Jaz sem bil povsod normalno, lepo sprejet, tako da nimam nekega, ko sem na ulici, nimam nekega občutka, da bi živel v neki družbi, če bi naredil neko preslikavo iz tega, kar se piše recimo po socialnih omrežjih, na neka realna tla, ne občutam tega nikoli. Jaz tudi izhajam iz Bosne, čeprav sem v Sloveniji že 40 let od majhnega, nisem se srečevala s takimi temami in ljudmi, ki bi imeli, ampak obstajajo pa ja. Zato smo se odločili, ker je tudi čefurstvo že obravnavano v filmih, v vsakdanjem življenju se srečujemo s tem izrazom, velikokrat pa se v samo čefurstvo ne poglabljamo, ostaja samo na površini, in danes smo rekli, da pridemo sem in skupaj z Zlatkotom, kot on rad reče, preverimo svoj DNK. Njegovo delo je njegov osebni dnevnik, vsekakor pa je glasba močen medij. Orodje oziroma nek mehanizem, ki pripomore in vzbuja upanje v neko prihodnost, ne glede na to, s čim se vse soočamo kot družba v zadnjih letih oziroma v preteklosti. Večer so članice KUD Merak dopolnile z bosanskimi dobrotami. Ostanite v naši družbi in srečno!